Danes pa sta Ursula in Luka tista dva, ki bosta plesala. Dajte nam zdaj izdati to skrivnost pred tem treningom, pred to točko. Koliko sta vidva sicer v življenju dejansko kaj plesala po pravic? Skupaj nič. Prav nula, zero, pozitivna nula rečemo. Aha. Kdo je tisti pa sicer, ki je prva šibkejši člen? Ker vedno smo rekli, fantje smo bolj leseni in tak naprej. Pri nama pa mislim, da je obratno. A res? Šibkejši člen kot Luka. A res? Zanimivo. Pa nisi zdaj ljubiteljica plesišč in tega, ali rada kdaj migaš vse s prijateljicami in tak? S prijateljicami, ja. Aha, v paru pa malo drugače. Zdaj, in potem sta doma vadila kar pridno, ne, sta se pripravila na tale nastop, tudi doma v kuhinji, ali kako? Ja, treba je mizo dati ven. Vse, kar ostane, treba dati na sedežno. Pol je treba psa oba ven spakirati, da ne skačeta zraven. Pol pa se naredi muzika, pol komaj lahko začnemo vaditi. To sem dober, org premiki so to. A dejansko psička sta hotela zraven plesati, sta motla? Ja, dejansko skačeta zraven in... Kako lepo. Se to bilo pa dobro, sam ne bi bilo kontrolirano, da bi med vajno plesno točko še dva psička. Ne, ko ti 30 kil na hrbet skoči s kremplami, ne moreš plesati. To pa ne bi bilo. Urša, to je še treba povedati, kdo je tebi sešil obleko? Obleko mi je sešila Lukova mama. Hvala. Bodoča tašča. Luka in Urša pa gresta zdajle na štartno črto, mi pa pogledamo, kako sta trenirala. Ko plešemo oba dva ful uživama, res je dosti več tudi doma vadima. Osnovni korak salse bomo probali, osnovni korak bačate, da vidimo, kako se telo premika. 1, 2, 3, hop, 1, 2. Najna šibka točka je pa verjetno se korake v nulo naučiti, ne? Brez kakšne napakice. Da smo včasih malo leseno. Ja, Uršo sem sigurno enkrat ali pa dvakrat, če ne si celo večkrat po hodu. Pač to mi pač zelo pogosto rata, no. Ne rabimo biti skupaj, niti pa pohodim tako. Vedno, ko plešem, velikokrat gledam v tla, se me tudi skozi opozarjajo, da pač naj ne bi, pa s časom bomo tudi to odpravili, verjetno. Viš, tako je pa fajn plesati, ko viš, res. Vedno, ko zberete glasbo, kaj njima všeč, ko se začutita, ko se zlijeta en z drugim in z glasbo. Ne vem, že zdaj, ko govorim o tem, se ježim. Da bova razturala na odru, sem pripravljena vaditi, pa tudi cele noči, če bo treba. Čakajo nas 3 plesi v enem, techno swing, foxtrot in salsa. Pojeta Enrique Iglesias in Whitney Houston, We Have a Problem, plešeta pa Ursula in Luka, We Don't Have a Problem. Izvolita.
Ja. Čestitam, Luka, še kar jo držiš. Ja, sem med plesom tako ugotovil, da je včasih lažje nest kot prenašati. Lahko jo spustiš. Bravo, čestitke obema. Zadovoljna, Urša? Bravo, lepo sta pokazala tole strast. To bi lahko bila tudi vajin ples na poroki, predlagamo, zdaj, ki ga imate naštudiranega. Bi se znalo zgoditi, da boja. Vam je sicer ples postal kaj bolj všeč, boste zdaj mogoče malo več plesala? Ste za? Ja, bo. Ste se kar lepo naučila, ne? Če prej je bila čista nula, prej nikoli v paru, zdaj pa tole. Bravo, odlično. Žirija, čas je za vaše vtise. Alenka, jaz bi pri tebi začel. Ti si imela fantastične uspehe tam pri Zvezde plešejo, ne? Saj si na koncu zmagala in točno veš, kako je treba to, koliko dela je treba vložiti v ene takele plesne točke. Ja, res je, da sem jaz bila tudi zelo zadovoljna z svojim partnerjem, plesalcem, ker sploh v teh klasičnih plesih je fajn, da te moški zna voditi, ženska pa posveti te emocije in recimo, rekla še izraz in mimiko in vse zraven, kar vam je uspelo in sta bila tako simpatična, tako res smišna. Si uživala? Veronika, koliko si ti uživala? Ja, jaz sem seveda zelo močno uživala. Fino mi je videti vedno znova, kako se pri vama pokaže ta dvojnost in na nek način različnost. Kako, Luka, najdeš mirnost pri Uršuli in Uršula pri tebi najde to igrivost, drznost in v tem se zelo močno dopolnjujete. In tisti manjkajoči jaz, ga dobista v bistvu na nek način drug pri drugem. In s tem pol poklapata vse in je super. Se res dopolnjujete, res? Ja. Tudi sicer v življenju, ne? Luka, svečke pošraufa, ti mu pa hamburger spečeš. Vsak svoje. Erasem, si ti užival v plesu? Sem užival, drugače pa verjetno zgodba mojega življenja, pa meni je bolj všeč šipkejša točka, kako se temu reče. Glede na to, kako ste to prej definirali. Drugače pa, če pa govorimo o plesu, mislim, da bi vse skupaj še boljši spadal, če bi on se manj prilagajal njej, ampak bi se čist prepustil moški vlogi, za njo sem pa prepričan, da bi mu še veliko bolj sledila, če bi bilo to tako. Jaz pa glih mislim, da je ful imel moško vlogo, da je v bistvu zelo močno privabljal in sproščal. Ti bi bil bolj za impro, če te razumem. Ne, jaz mislim, da bi on mogel plesati mogoče z več zaupanja vanjo in bolj samozavestno, ona bi se pa lažje prilagodila, kot da je on tako zelo na njo opazil. Ja, sam pri teh plesih je pomembna moška in ženska vloga. Zato pravim, pač partner mora tle voditi, ne. Zelo čudno bi bilo, če bi ona vodila. Pač takšna so pravila. Takšna so pravila v življenju. Moška in ženska vloga. Nimava kaj, ne, kapitulacija.